Masaker v Mumbaju. Palestina še vedno problem. Čak, a ni bilo to prejšnji teden? Tajna določila ameriško-iraškega sporazuma. Temni oblaki. Uboj s krizo s tajnimi službami. Iz ljubljanskega studia 136 takle imamo. Pozdravljeni. V Mumbaju je število žrtev tridnevne teroristične operacije naraslo na 195, ranjenih je 295 ljudi. Med smrtnimi žrtvami je po doslej znanih podatkih 21 tujcev. Kljub stalnemu poročanju, da so se napadalci osredotočili predvsem na Američane in Angleže, je med pobitimi tujci le en Anglež in 2 Američana. Napadi so bili izvedeni na 9 lokacijah po celem mestu. Spodletel je bombni napad na letališče, ker je ugrabljeni taksi razneslo že na poti. Poleg obeh luksuznih hotelov sta bili glavni tarči železniška postaja in judovski center. V uradni zgodbi naj bi vse napade izvedlo 10 napadalcev. Skoraj sočasno so napadli 9 različnih ciljev, nato pa 3 dni zadrževali talce v 2 res velikih in enem manjšem hotelu. Edini preživeli napadalec potrjuje uradno zgodbo, hkrati je že jasno, da ne izvira iz kraja, ki ga navaja. Množica prič, vključno s policisti, omenja nekatere napadalce kot tujce svetle polti, belce, eden izmed njih naj bi bil celo svetlolas. Trojica napadalcev se je najprej ustavila na pivu, plačala račun in nato odšla na ubijalski pohod. Prav nenavadni so bili tudi islamski skrajneži, ki so napadli judovski center. Iz lokalne trgovine so si naročili večje količine hrane in alkoholnih pijač. Pripadniki oborožene policije na železniški postaji, kjer je bilo največ mrtvih, na napadalce niso streljali. Fotograf lokalnega časopisa je bil nad ravnanjem policistov ogorčen, saj so bili napadalci lahke tarče, ki se niso skrivale. Američani seveda z gotovostjo trdijo, da za napadom stoji Al-Kaida. Indija obsoja pakistansko vojaško obveščevalno službo ISI in teroristično skupino, ki se bori za neodvisnost Kašmirja. Napad je prišel v najbolj nepravem času. Pakistansko-indijski odnosi so se z novo oblastjo zelo izboljšali. Le teden pred napadom je pakistanski predsednik izjavil, da mora problem Kašmirja postati tema debat med državama in da se mora njegovo prebivalstvo odločiti o lastni prihodnosti. Razširiti je treba gospodarsko sodelovanje, predlagal je celo ustanovitev skupnega ekonomskega območja. Palestinci v Gazi imajo srečo. Temperature še niso pod lediščem, zato nimajo problemov z ogrevanjem. Izrael na območje Gaze Združenim narodom dovoljuje distribucijo le del humanitarne pomoči. Objavil je seznam izdelkov, ki jih ta pomoč ne sme vsebovati. Na listi so se znašle začimbe, kuhinjski pripomočki in posoda, izdelki iz stekla, papir in celo sukanec. Zaradi splošne blokade je otežkočeno delo mednarodnih humanitarnih organizacij, ki so ostale brez goriva, elektrike in rezervnih delov za fotokopirne stroje ter drugo informacijsko opremo. Dovoljen ni niti vnos računalnikov. Avtomobili Združenih narodov zaradi pomanjkanja goriva in rezervnih gum počivajo po parkiriščih. Izraelski diplomatski predstavniki pravijo, da takšne omejitve pomenijo večjo varnost za izraelsko osebje na mejnih prehodih. Če so uradne izjave samo cinične, tega ni mogoče trditi za izjave poslancev Kneseta. Likudov predstavnik je predlagal, da bi zapornike iz vrst Hamasa in islamskega džihada prestavili v taborišča na prostem. Ta bi bila postavljena na območjih, ki so pod udarom palestinskih samograditeljskih raket Kasam, ter bi delovala kot živi ščit. Vodja Hamasa je poslal pismo prihajajočemu ameriškemu predsedniku. V njem izraža optimizem v novo ameriško politiko do Palestincev, prosi za ameriško priznanje Hamasa in končanje konflikta z Izraelom. Hamas se je pripravljen obvezati k 30 ali večletni prekinitvi spopadov, če se Izrael umakne na meje pred letom 1967. S prihajajočo administracijo je zadovoljen tudi Izrael, še posebej s potrditvijo Hillary Clinton za državno sekretarko. Odhajajoči premier Olmert je čestital z besedami, da je Hillary prijateljica Izraela in Judov nasploh. Z mesta državne sekretarke bo nadaljevala s krepljenjem posebnih odnosov med državama. Iraški parlament je potrdil sporazum o statusu tujih enot na svojem ozemlju in potrdil referendum o njem. Iraški mediji so objavili določila sporazuma, ki so sporna. Ameriška administracija zanika obstoj takšnih določil, hkrati pa zavrača objavo angleškega prevoda sporazuma. Tajni členi sporazuma naj bi bili: sporazum je dogovor in ne pogodba.
Ameriške vojaške enote imajo pravico postavljanja vojaških baz za podporo iraški vojski glede na varnostne potrebe. Iraški represivni aparat nima pristojnosti za sojenje ameriškemu civilnemu ali vojaškemu osebju v državi. Vsi Američani imajo imuniteto. Ameriške vojaške sile imajo pravico postavljanja varnostnih ustanov, kot so zapori, ki so vodeni strani ameriške vojske. Iraške oblasti nimajo jurisdikcije nad početjem ameriške vojske tako v tranzitu kot znotraj baz. Iraške oblasti v nobenem primeru nimajo pravice intervenirati. Ameriška vojska ima pravico aretirati posameznike, ki ogrožajo varnost in stabilnost brez soglasja iraških oblasti. Iraške obveščevalne službe, notranje in obrambno ministrstvo bodo ostali pod ameriškim nadzorom naslednjih 10 let. Če gre verjeti vsebini internega dopisa šefa strateške analitične službe Citibank, se nam ne obeta nič dobrega. Poročilo za naslednja leta predvideva dva možna scenarija. V prvem bodo države z emisijo denarja, ki temelji na dolgu, sicer preprečile popoln kolaps svetovnega gospodarstva, vendar bo posledica reševanja serija močnih inflacijskih šokov. ZDA so v tem trenutku izdale že 8,5 bilijona dolarjev v emisiji denarja, obveznic in garancij. To je več kot revalorizirana vrednost ameriškega prispevka v drugi svetovni vojni, Marshallovega plana, programa Apollo, korejske in vietnamske vojne ter nakupa Louisiane skupaj. Pomeni 4-kratni proračun ZDA ali 75% BDP-ja. Po drugem scenariju se nam obeta še bolj črna prihodnost. Državam z likvidnostnimi injekcijami ne bo uspelo. Ekonomija, kot jo poznamo, se bo skoraj ustavila. Sledila bo depresija, masovne demonstracije, nemiri in celo vojne. Predviden začetek konca mora biti že leta 2009 ali 10. Predvidena je tudi močnejša rast vrednosti zlata, ki se je v zadnjih 7 letih podvojila in v tem času bistveno bolje ohranjala vrednost od ameriških ali evropskih borznih indeksov. Trgovci z zakladniškim zlatom v tem trenutku pozorno opazujejo politiko kitajske centralne banke. Ta je v zadnjem obdobju povečala zlate rezerve iz 600 na 4000 ton, kar pomeni, da papirnim valutam ne zaupa več. Latvija je prvi krog ekonomske krize že doživela. Nanj se odziva na izviren način. Z uporabo tajnih služb in aretacijami ljudi, ki govorijo o morebitnih posledicah krize, torej po uradni razlagi širijo neresnične informacije. Tajne službe so aretirale predavatelja na ekonomski fakulteti in ga 2 dni zasliševale o njegovih izjavah o nestabilnosti bančnega sistema in nacionalne valute. Zaplenile so mu računalnik in mu prepovedale odhod iz države. V državi je širjenje neresničnih podatkov ali informacij kaznivo dejanje, spada v kategorijo sabotaž in subverzivnega delovanja. Z začetkom lastne finančne krize so latvijske tajne službe šle v lov za lažnivci v medijih, SMS poročilih, blogih, forumih in celo rock koncertih. Tako se je popularen pevec znašel na zaslišanju, ko je na koncertu povedal šalo na račun stabilnosti latvijskih bank. Minister za finance izjavlja, da delovanje tajne s policije ne bo preprečilo ekonomske krize, bo pa prepričalo prebivalstvo, da 2-krat premisli, preden bo širilo neumen in neinformiran trač o finančnem stanju podjetij in države. Kljub vztrajanju oblasti, da je bančni sektor stabilen, je morala država pred propadom rešiti največjo lokalno banko. Po zagotavljanju, da ne potrebuje pomoči MDS-ja, se sedaj pogovarja o kreditih prav z njim. Če država nima rešitev, ima vsaj nekoga, ki ga lahko krivi. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo.